Imate več opcij. Bom na tej pokazal. Ne? Zdaj lahko barvate v enem šusu, ne? Se pravi, da začnete barvati in barvate in barvate. Ne? In boste pač dobili enotno barvo, brez kakšnih flekov, brez ničesar. Pač barva bo taka, kot je, enotna povsod po celi površini, če delate direkt na primer. Ne. To je pač najhitrejša metoda, da morate nekaj pobarvati. Ne. Zdaj drug način, ki je pač meni bolj ljub, je ta, da si pač več časa vzamemo. Meni pač maketarstvo ni dirka s časom, ampak je pač nek užitek, nek zen. Ne. Ni nujno, da ste zdaj, morate celo maketo enemu popodnevu prefarbati. Če vam rata, pa če imate dosti časa, je to super. Ne. Ampak jaz ponovadi maketo barvam 3-4 dni, recimo, da je osnovno pobarvano. Ne. Ker nimam, pač en dan pobarvam krila, pač naslednji dan spodnji del, pa še malo popravljam tu in tam. Ne. Ampak nehati zgubljati. Ne. Lahko barvate tako, s tem ni nič narobe. Ne. Lahko pa pač, a se vidi, meni se blešči tam ekran, pa ne vidim, kaj delam. Ne. Lahko pa pač načeloma začnete v tankih slojih barvo nanašati. Ne. In v bistvu že s tem, ko nanašate tako zelo tanke sloje, pa čist nepravilno, ne, boste v bistvu dobili bo tle že malo bolj zanimiva barva. Ne bo to izgledalo tako, ne vem, dajke je avtoček ali pa avion, ki ga kupite na letališču kovinski, ki je pač potopljen v barvo. Ne. Ampak lahko v bistvu počasne nanašate barvo. Ne. Zdaj, tle je bilo direkt na primer, ne, brez kakšnih flekov. Ne. Sej efekt je v bistvu pol na koncu zelo isti. Ne. Ta druga metoda, ki bi naprej govoril, da začneš s črno, za to metodo je treba barvo to osnovno še bolj posvetliti. Ker črna pač preseva skozi v vsakem primeru. Ne. V bistvu, tle je treba bistveno več barve dati, ker je svetla, ne, zato da bom sploh lahko prekril. Da bom lahko pač prekril, pa nekako dobil enak. V bistvu nekako z istim številom nanosa barve te je v bistvu ta velik temnej, zato ker je črna bila od spodaj za osnovo. Ne. Črna za osnovo je zelo fajn, če delate recimo s srebrnimi barvami, če delate pač kovinsko letalo. Je črna za osnovo zelo fajn. Kakšne pač nekatere barve kovinske se celo ne nanašajo na drugo barvo, kot na črno. Šele v bistvu pol barva res zasije, ne, pa res rata kovinska barva zaradi črne podlage. Če daš na sivo, bo zgledal sivo, sploh ne bo imel tega, ne bo se bleščal, zgledal bo prav v bistvu neumano. Ne. Tudi na svet, recimo, bela, rumena, rdeča, nikoli ne dajte na siv primer. Nikoli. Če imate belo barvo, raj pobarvite tisti del letala z belo. Za osnovo. Ker tudi rumena je zelo pač je neprekrivna barva. Rumena pa rdeča sta zelo ne, na belga. Rdeča, rumena gresta zmeri na bel primer. Nikoli na sivga. Ker na sivem primerju prvič boste mogli zelo veliko slojev barve dati, da boste pač dobili nekaj, kar je rumeni podobnega. Pa še zmer ne bo una živo rumena oziroma rumena, kot skoči v oči. Belo, rdečo, pa kjer še? Rumeno.
Rdečo lahko date recimo tudi na srebrno. Bo veliko boljš, kot če date na sivo. Če date rdečo na siv primer, bo zmeraj izgledala taka temno rdeča, ne bo živo rdeča. Ne? Rumena glih tako, ne? Rumeno dajte na bel primer. Lahko date tudi že v primer bel ali pa v uno barvo, ki je spodaj, če je to osnovna bela, recimo, da hočete z rumeno barvati. Imejte za osnovo najsvetlejšo možno barvo, v tem primeru belo, pa lahko date kakšno kapljico rumeno že noter v uno barvo spodno, belo, ne? Preden date rumeno čez, ker že malo rumenkast primer in pol rumeno v bistvu na rumen primer res dobro zgleda. Drugače boste pa mogli plastiti in boste imeli kar naenkrat vidno debelino barve, zato ker hočete pač skriti tisti fuck up, je boljš dati belo spodaj. Se pravi, rumena, rdeča rabi vedno belo, oziroma rdeča lahko celo srebrna za osnovo. Ne? Kovinske barve grejo pa vedno vse na črno. Zaradi tega, ker pač nimamo jih tukaj, alklat se jim reče, so precej drage barve, flaška, ne vem, 6-7 evrov in to ni barva. Dejansko, kad ti pustiš flaško, stekleničko barve 2-3 dni, da stoji, se barve več ne vidi, je prozorna in na dnu je mogoče milimeter kovinskih delcev, ker so to dejansko kovinski delci. Ne. Ni barva, ampak so kovinski delci in morajo na neki pasta. Ne prekrivajo. Ne. Edin na črno se lepo primajo, šele pol v bistvu začne barva kovinska žareti. Dejansko se blešči. Tako da namo preveč filozofirali. Jaz ponavadi uporabljam to metodo. Pač da vzamem črno, z malo fleki noter in pol tudi v bistvu, ko začnem barvati, ne rabim biti zelo pazljiv. V bistvu bom začel delati tiste nekako te enake neke vijugice gor in dol, fleke, pač počas dodajo barvo, pol, ko bom imel nekako občutek, da je to dost ok. Pol lahko v bistvu začnem prekrivati z barvo. Ne? Ja. Lažje. Včasih je tudi fajn, da imate, ne vem, tole, ne. Ker, mislim, opora za to, da razdaljo držim predvsem, ne. Ne vem, tako sem se navadil delati. Pač vidite, da to pač malo dalj časa traja, ne. Pol je ponavadi fajn pustiti to par minut za to, da se barva posuši, ker šele v bistvu na suhi barvi se vidi pol efekta. Ne. Jaz ponavadi počakam, zdaj seveda spet nimam barve, ne. Grozen. Počasa se ti barve sušijo? To je zdaj še limast, ne. Ta je že kar precej suha. To je suho, tako da recimo lahko delate, itak je tako, vi ka barvate, pol to ponavadi delate zvečer, pa pol se lote naslednji dan. Do naslednjega dneva je že sigurno suha. Ne? Zdaj,